6:06 popoldne pa je čas za čisto drugo zvrst glasbe. Zdaj bo toto popoldne postalo domače, kot smo se ga tudi veselili. No. Dejan, zdravo. Zdravo. Dejan Vedlin je z nami in tudi njegova odlična učiteljica igranja na frajtonarico Maja Horvat. Maja, pozdravljena. Zdravo. Tako, da začnemo tam, ker se je vse skupaj začelo. To je bilo 6. januarja 2025, v totem jutru, ko je naš vrli Matic Jeger se odločil, da ti Dejan še pred Abrahamom pripravi presenečenje, ker ba je to bila ena taka tvoja skrita želja. Mislim, skrita želja. Enkrat na neki točki sem omenil, da pa bi verjetno bilo kul, da bi jaz recimo da Abrahama znal frajtonarca. Ampak to je, veš, tako se pogovarjaš, tako otroci rečejo, ko bojo zrasli, da bojo torakalni kirurgi ali pa vesoljci, ali pa, mislim, astronauti ali karkoli. To pa je tak v debati bilo, ne? In oranžni hudič si je zapomnil in me v eter soočil v bistvu z tem, da mi bo vse zrihtal. Smisel, ja, ti kar govori. Na kar se je obrnil na poslušalce in tako smo prišli do res. To moram reči, je kaj dobrega v tem golažu, slabem zažganem, je to, da sem jaz poznal Majo Horvat, ki je izjemna učiteljica, tudi da zna špilat, valjda, ne? Ampak je izjemna učiteljica frajtonarce in da sva se tako spoznala in sva začela delati. Hkrati, to moram povedati, je Maja mi zrihtala tudi to čudovito harmoniko, čudovito mundo? Ne? Iz okolice Ptuja, ne? In ki res dela genialne harmonike, tako da se moram iti k njemu potem, veš, pa da vidima, kaj boma rekla. Ne, zdaj moram priznati, da se pred totim studijem že zbira občinstvo. Evo, tako, ker so od Maje. Moja sodelavka, res je. Zdaj se vejo, moji navijači niso, ker nimajo zakaj biti. In zdaj celi koncept, ne? Naj povem dve stvari. Prva, dobro se je Jeger to zmislil, da je zdaj, ko njega ni. Ja, valjda, še to je splaniral. In bomo čestital in res mu želim, da mu, ker je zdaj imel kar nekaj dni parkirano Škodo tam v Dalmaciji, da so mu kune vse požrle, pa not prišle, pa not vse požrle. Tak, evo. Drugače pa samo mogoče še, da to povem pred Maja razloži, kak brezupen talent sem jaz bil, ampak je nekaj malega uspela iz tega spraviti. To je zdaj 8 mesecev nazaj, odkar se je začelo s tem, da od teh 8 mesecev moramo 3 mesece zbrisati, ker smo poškodovano roko. Za en mesec je bilo tako, da so kakve vaje odpadle, ne? To se je vsaj 4-krat zgodilo vmes, tako da smo na 4 mesecih, kar pomeni 16-krat sva se dobila nekje. Dobro. Pol pa sem jaz tu doma, mogoče kdaj kaj povado. Kaj pravijo doma? Ja, bolj sosede treba vprašati. Doma se samo vsi začenjajo zapirati. Pol na enih vajah mi je Maja rekla, zakaj tako tiho ti špilaš? Sem rekel, Maja, stvar navade od doma, pač probam tiho vaditi, ne? Ampak naj ti Maja pove. Ne? Maja, najprej ti moram čestitati, ne? Ker prijaviti se v takšno stvar, verjame, da že ta odločitev ni bila enostavna. Vedela si na nek način, da se spuščaš v težko zgodbo, ki bo trajala kar nekaj mesecev, ampak si se vseeno takrat opogumila. Ja, res je, sicer mene je moja učenka v to, da bi se prijavila, pa sem malo razmišljala, bi, ne bi, pa sem si rekla, ajde. Dajmo. In si dobila učenca, Dejana Vedlina. Zdaj, glede na to, da ga jaz poznam samo kot vrhunskega radijskega učitelja, kakšen je kot učenec? Govori kaj nazaj? Zanimiv. Vedno mi je govoril, da on to ne bo, da ima lesene prste. Potem pa smo midva, ko smo začela prvič igrati, sem ga jaz vprašala, ne vem, če se spomniš, če ima res prvič harmoniko v rokah, ker mu je res šlo, že base je takrat osvojil. No, osvojil, pač ritmično. Ne? Ja, ampak
Ne, večina ne bi. Preveč prijazna je. Ja. Preveč prijazna je. Ne vem, če ne bi bilo vredi. Ena stvar še mene vseeno zanima, kako velika je razlika recimo med igranjem klavirske harmonike pa frajtonarice? Gromozanska, in to je bila moja največja težava. Nisem igral klavirske harmonike, ampak klavir 40 let. In tam je meni vse logično, tu pa mi nič ni logično. Plus, seveda, ker je diatonična, ko zdaj držim recimo eno tipko in vlečem ven, je tak ton, ko potisnem not, je drugi ton. To je v vseh kombinacijah vedno tak. Ne? Tako. Lepo, ne? Dobro, veliko smo povedali. Dajmo zašpilati. Dajmo eno zašpilati. Kakšen repertoar sta za danes? Torej, naj samo povem, da pač je, kaj je. Jaz samo to še, moji sodelavci Maja, samo da veš, in zdaj si verjetno tudi videla, Majo to se res najraje vidijo, ko kdo švica, ne? In zdaj pač, to je bilo skuhano pred Abrahamom, sem rekel, ker ko si rekel kuc že dela, ne? Tako da bomo, Maja je izbrala en tak klasičen repertoar. In vse, kar boste slišali, da nekdo mimo pikne, ne? Tako, je velika verjetnost, da sem jaz. Izvolite. Viš, sem že narobe. Ja, pa bravo! Ja, zdaj, če ste mislili, da poslušate kaj drugega, ne, še vedno poslušate Toti Radio. Ja. To je bil čebelar izpod spretnih rok dveh frajtonaric, Maje Horvat in pa... spretnih rok in enega, ki zraven proba leteti. Ampak sem zelo prijetno presrečen. To še nič ni, čakaj še kakšnega bom zabiksal. Zdaj... Kaj bi rekel zdaj, da je mogoče bilo pa tisto najtežje pri učenju? Najti čas. Okay. To je bilo najtežje, ne priti enkrat na teden doma, to je bilo veselje. Ampak potem doma, ker se veš, ne, to je
To je tako, če ne ti doma vadiš, nisi v bistvu nič naredil. Tako da sem pač probal v nekih pasusih, pa pol to nekako skup sestavljati, pa štukljati, ampak glej, na neki točki pač nekam sem prilezo in vse, ampak absolutno vse zahvaljujoč Maji. Koliko bi naj učenci vadili doma? Koliko jim svetuješ, Maja? Ja, jaz, če po sebi gledam, jaz sem na začetku po 2 uri, ziher. Potem pa, ko so bila tekmovanja, pa tak ali tak, noben dan nisem ven spustila, ampak ja, če svetujem, fajn je, da kako uro, no, da si vzamejo. Na dan. To je tudi meni svetovala. Fajn bi bilo. Fajn bi bilo. Ne. Dobro. Jaz sem mogoče 1 uro celi teden skup spravil, pač žal. Katera pesmica mogoče velja za takšno, ki se jo človek najprej nauči na frajtonarico? Ja, vsi so tako, mi se imamo radi. Mi se imamo radi. Ja. To sva midva začela z kakšnimi manjšimi učenci, pa gremo kuža, pazi. Mi smo začela, mi se imamo radi in bolj naslednjič prišel, se rekel, Maja, daj ima nekaj drugega, ker če še enkrat čujem, mi se imamo radi, bom jaz zabrisal to harmoniko, pa kdorkoli poplizu. Res je to rekel, res. Zdaj, ko bo izziv na nek način, že smo slišali, pravzaprav bomo lahko rekli, ne, da je bil izziv opravljen danes. No, to še počakaj do konca. Ali bo 2 komada še mama. Še 2 komada? Ja, nič, te pa gremo z drugim, če lahko. Dajmo, prosim. Ja, se zdaj pa bo. Okay. Opala. Evo ga. Noch einmal. Noch einmal. Bravo! Si vedela, ne? Dobro, da ne bodo očka sitni, ne? Dejan Redlin, torej. Dobro, malo sem rekel, počakaj do konca. Dobro, dobro. Te polke še me malo... Malo je zaplaval, potem pa izplaval. Sem, ne? To pa sem. Vedno nekako zadnji not letim pol, ne? In to je tudi na koncu najbolj pomembno. Ja, res To je je, najbolj tako važno, da najpomembnejše. znamo zdravo. Tako. Naj samo na tem mestu, preden še potem zadnjo eno res klasiko sva pripravila za konec, naj samo povem, da če kogarkoli zanima in bi se rad naučil igrati na frajtonarco, bi to ti radio in jaz osebno najtopleje priporočamo Majo Horvat, ker je res izjemna učiteljica, veliko potrpljenja ima in kot vidite, če se pač neki stari antitalentirani buksl lahko neke osnove nauči, če imate res željo, jaz vam garantiram, da boste pri Maji špilali frajtonarco vrhunsko. Da roko v ogenj tudi preostali del tote ekipe. Če Dejana
nekaj naučiš takšnega. Če pa res. In imaš potrpljenje z njim in voljo potem. Kapo dol. Kapo dol, res, odlično. Vprašaj me čez 20 let, ko ga učila. A čez 20 let me s tebe. Ali bo zdaj konec igranja, ali bo to igranje šlo naprej po opravljenem izzivu? Seveda, Andrej, zakaj bi? Se veš, če nekaj vložiš, zakaj bi zdaj bek metal, ne? Ja. Plus so že neke napovedi na naših radijskih čagah. Bliža se mesec december, mesec zaključkov in glasbenega gosta imamo rešenega za letos. Tako da bom lahko jaz... Ne pretiravajmo, ne? Na mesto 10 bom jaz samo 5 Zečičevih lahko zapel. Ti boš pa špilo naprej to narico. Odlično. Evo, občinstvo se spet zbira pred totim studijem. Majni prijatelji. Za konec imamo klasiko. Kaj? Ja, v Dolini Tihi, brez tega absolutno ne gre, ne? Super. Se veselimo, izvolite. Bravo! Yes! Maja Horvat in Dejan Vedlin na Frajtonaricah v Dolini Tihi za veliki finale. Po moji skromni laični oceni bi rekel, da si izziv Dejan odlično opravil. Ampak kaj pravi spoštovana gospa učiteljica Maja? Ni švoh. Lepo. To je najboljše. Bo pa še boljše. No, hvala, ja. Tudi jaz verjamem, da.
Potrebovali bomo samo še eno mnenje, to bo mnenje Matica Jegra, ko se vrne s dopusta. Zdaj mi je res eno, komu bojo zašili, menjali kable, pa zašili noter polsterungo, ko smo kune poželjeli Hrvaške. Skratka, čestitam obema za trud in za ta odličen rezultat. Še samo to, če kdo slučajno išče Majo, te najde na... Imam Instagram, Maja Horvat 99 in pa Facebook Maja Horvat. 99, ker je bilo tako težko z mano, ne, ker je toliko mlajša od mene. Hvala Maja, hvala ti iz srca. Res. Hvala vsem vam. Ne bi nikoli, če ne bi bilo tebe res. Hvala vama. Brez tebe pa bi, Andrej, da se ne menimo brez igra.